Lep pozdrav, dobro jutro in dobrodošli v novem liveu Kripto dnevno, kjer kot že ime samo pove, dnevno spremljamo gibanje cen kriptovalut. In kje smo mi ostali včeraj, če se slučajno spomnite? Tukaj sem moral sicer zbrisati zaradi novega videa. Mi smo tukaj pri Bitcoinu, to imamo 15-minutni graf, tukaj je pa enourni. No, na 15-minutnem grafu se nam je naredilo tole dvojno dno. In tukaj imamo njegovo neckline mejo, ki smo jo sicer prebili, nismo pa je prišli še testirati. Torej, od našega prejšnjega livea smo mi v bistvu kar rastli. In kar mene zdaj v bistvu malo skrbi, tukaj imamo eno likvidnostno mejo, ki smo jo označili včeraj, ta sega od 78 pa vse tam do skoraj 80.000. Ali bomo mi zdaj tole mejo pobrali? Kar bi jaz gledal, predvsem za bike, zdaj tukaj na enournem časovnem intervalu, je, da mi to seveda prebijemo, naredimo podporo in potem odboj in seveda rastemo naprej gor. Ampak, kar mene tukaj skrbi, je, poglejte tale indikator, ki prikazuje, kdaj se nabirajo dolge ali pa kratke pozicije. Vidimo, da Bitcoin je kar šel gor v prenakupljeno območje, kar pomeni, da ogromno ljudi pričakuje nadaljevanje rasti in seveda trg se pogosto obrne v nasprotni smeri pričakovanj večine. Tako da, kar bo treba tukaj zdaj narediti, je še malo počakati, da vidimo, kako se bo tole obrnilo, in če dobimo zavrnitev, glede na to, da trg toliko tole pričakuje, bi jaz gledal tukaj naslednje podpore. Te so tukaj, je ena zelo pomembna, kjer so lahko ljudje štimali stop losse, ta je od 77, pa tam nekje do 78.000. In naslednja, seveda, je tudi tale neckline meja tegale dvojnega dna. Zdaj, če mi dobimo popravek, je ultimativna meja za odboj tale tukaj na okoli 76.000. Tako, in če pogledamo še RSI, RSI sem pozabil pogledati, vidimo tukaj, da v bistvu delamo tudi skrito medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrh in pa vrh na nekje isti višini, medtem ko tukaj se je pa začelo dogajati, imamo vrh in pa potem višji vrh. In isto se dogaja tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Tukaj sicer nimamo dvojnega dna, imamo pa tole dno v obliki črke V, kar je tudi sicer bikovsko, ampak kot sem prej povedal, najprej moramo videti preboj tele meje na okoli 79.000. No, kar sem tukaj tudi hotel poudariti, je, da se tudi dela skrita medvedja divergenca. Kot vidimo, imamo vrh in pa vrh na isti višini. Med tem, ko tukaj se pa dela vrh in pa višji vrh. In kot vemo, skrita medvedja divergenca lahko pomeni oziroma lahko namiguje na nadaljevanje padanja. In v primeru padanja, kot sem že izpostavil, so meje 77.000 in pa 76.000, to je neckline meja našega dvojnega dna, in tukaj na tem
enournem časovnem intervalu imamo tudi tukaj tole dno, ki sega tam nekje od 74 pa tam do 75 tisoč. Tako da, če slučajno izgubimo tole mejo na 76, ki je tudi neckline meja tega dvojnega dna, potem lahko pademo tudi tukaj do 74 tisoč. Tako da to bo treba kar malo paziti. Dajmo si zdaj pogledati še Ethereum in po mojem, da je tukaj zgodba tudi kar podobna. Včeraj smo označevali te likvidnostne meje, tukaj nas čaka ta prva, v primeru, če pride do preobrata. In kar bi seveda tudi tukaj gledal, je, da naredimo preboj te meje, podporo in potem gremo naprej gor. Ampak, glede na to, da tudi Ethereum ima tukaj tole vijolično črto, tudi na Ethereumu so se začele v zadnjem času nabirati dolge pozicije. Torej, veliko ljudi pričakuje, da bo šel kar naprej gor. Ampak, ja, kot smo že prej omenili, trg se ponavadi obrne v nasprotni smeri pričakovanja večine. Poleg tega tudi Ethereum dela tukaj skrito medvedjo divergenco, tukaj je v bistvu še bolj očitna. Imamo vrh in pa nižji vrh, medtem ko tukaj na RSI smo pa naredili vrh in pa višji vrh. Tako da, ja, skrita medvedja divergenca, kot sem že omenil, ponavadi pomeni namigovanje na nadaljevanje padanja. In isto imamo tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Vrh, nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj imamo vrh in pa višji vrh. Tako da bo treba kar malo paziti. In tudi tukaj na enournem časovnem intervalu, kot lahko vidimo, so se kar začele nabirati dolge pozicije. In jaz trenutno mislim, da, vsaj trenutno tako mislim, da je več možnosti, da mi nadaljujemo tole padanje. Bomo pa videli, kako bo naprej. Kot sem že rekel, to bomo dnevno spremljali, kar se tiče tega. Zdaj, tukaj še ni ravno mus, da bo do tega takoj prišlo. Lahko se bo počakalo, da se te dolge pozicije še nabirajo, kot smo na primer videli tukaj, koliko časa so se nabirale, tako da to zna trajati še kar nekaj časa, morda do tega popoldneva. Tako da bomo tole videli, kako se bo izteklo. Kaj smo še imeli včeraj? Bitcoin futures, kjer se je zgodil tale gap oziroma praznina. Ta praznina sega od 79.500, tam nekje, pa vse do 81.000. Kot sem tudi omenil, včeraj ni nujno, da mi zdaj gremo takoj zapolniti to praznino. In ta praznina je lahko tudi past. In to v tem smislu, da zdaj ogromno ljudi pričakuje, da jo bomo kar šli gor zapolniti. Ja, v nasprotju s pričakovanji bi mi lahko padali še naprej dol. Ampak dajte povedati vi meni, kaj mislite, bomo mi zdaj padali še naprej dol ali je končno prišlo do željenega odboja in seveda tudi preobrata. Tako da kar zapišite mi v komentarje in seveda, če gledate tale posnetek kasneje preko YouTuba, ne se pozabiti naročiti. Če se mi pa želite pridružiti v živo na Patreonu, je pa povezava spodaj v pripetem komentarju in tam se mi lahko
pridružite v živo vsako jutro ob 9. zjutraj in seveda podate tudi svoje predloge za kriptovalute, da jih skupaj pregledamo. Poleg tega, zdaj kmalu bom imel naštimano tudi, da vse te meje, oziroma kar se tiče vseh teh mej, obvešča tudi preko mojega Discord kanala. Torej, ko dosežemo eno začrtano mejo, ki jo pač začrtamo v tem liveu, ko jo cenovno dosežemo, bo avtomatsko tudi obvestilo preko mojega Discord kanala, tako da vam sploh ne bo treba naštimati alarmov tukaj v TradingView. Mislim, da je brezplačna oziroma omejitev za brezplačen account na TradingView za 3 alerte. Nisem pa prepričan. No, kakorkoli že, vesel sem, da ste se mi pridružili. Želim vam lep dan še naprej in se vidimo seveda v naslednjem liveu jutri ob 9. zjutraj. Čau, čau.